Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Novogoriškega športnega parka. Po 16-dnevnem premoru se vrača Prva liga Telemach in danes začenjamo z druženjem v 18. krogu, torej sklenili bomo s prvo polovico državnega prvenstva, 4. rumenega kartona. Izpustil pa še eno tekmo. Nzenge se je boril, tole bi lahko bila priložnost in gol! Trese se mreža, Likar je bil nemočen, zadev pa je s krasnim strelom Žiga Ovsenek. Kakšna mojstrovina, šokirani so zdaj Goričani, tega zagotovo niso pričakovali. 7. minuta, ni pretiranega veselja pri gostih ob robu igrišča. Videli bomo, da Likar tu ni imel možnosti, takole je dobil najprej skok Gomez da Costa, potem pa odličen strel na prvo. Medtem žoga v prostor za Nzengeja. Nzenge našel je Stankoviča, Stankovič, priložnost nova za Tabor. In to bo na koncu gol out, žoga za Likarja iz ozadja. Pa mu to ni uspelo, zdaj je nekoliko razrečena, tudi leta je manjkal v obrambi, torej razrečena obramba Tabora, ali lahko to Gorica izkoristi. Natančna žoga in Koprivec na pravem mestu. Do odbite žoge Kali. Kali preigrava, ima tudi dober strel daleč. Kali! Žoga čez prečko. Ja, to so tiste njegove poteze navdiha. Ankrah. Prodor Ankraha po desni, tokrat dobra ideja in gol! Kakšna mojstrovina zdaj strani Vekiča, navdušil nas je Vekič, ja tudi ta gol mislim, da bomo še kar nekajkrat videli, 1-1, takoj se je zdelo, da je tu goriški napad v nekem dobrem momentu. In potem pika na i s fantastičnim strelom, Koprivec je klonil in izid je poravnan. Ovsenek pod pritiskom je dobro odreagiral. Zelkovič pa je bil prekratek, tu je zdaj Vekič, Vekič v kazenski prostor in žoga mimo vrat, mimo gola. Na levi strani ima nekaj prostora Stankovič, Nzenge je vstal, Kali preigrava, Kali v priložnosti, kaj bo storil Kali, še vedno Kali in na koncu samo... Miran Srebrnič, derbi začela lestvice z delitvijo točk. S prvim polčasom, če greva najprej na prvi del igre, najverjetneje niste bili zadovoljni, kar se tiče igre v napadu. Vse zdelo se je, da niste dali toliko od sebe, kot ste potem v drugem polčasu. Ne, mislim, da tekma šlo tako, da smo v bistvu s prve akcije dobili gol in to nas je malo vrglo z ritma. Oni so se že takoj z začetka osredotočili bolj na da so se branili niže in nekako so nam pustili, da smo mi vodili, da smo imeli posest in so nas ogrožali parkrat s kontranapadom. Vendar vse, kar se je dogajalo zdaj v teh 14 dnevih, mislim, da smo energetsko bili kar na dobrem nivoju. Tekma je bila zahtevna in tudi dosti živčna. Glede tako je pa res, da smo drugi počas si malo več upali in tudi več ustvarjali, tudi prišli do izenačujočega gola, lahko bi potem še z malo bolj, z več mirnosti v zadnji tretjini, da bi lahko tudi obrnili rezultat, ampak na koncu, če vzamem vse skupaj, točka ni niti tako slabo. Energetsko, kot sem rekel, in tudi kar se tiče pozitive na igrišču, se vidi velik napredek in tako moramo nadaljevati. Kaj si trener misli, ko vidi takšno mojstrovino svojega igralca, kot je danes uspela Vekiču? Nekako se zdi, da je potreboval nek tak trenutek. Od prvega kroga je čakal na drug zadetek. Bo zdaj bolj sproščen? Pa to jaz ti vedno govorim, zakaj igralec, ko da zadetek, rata kar drugi človek. In mislim, da to moraš imeti skozi to samozavest v glavi.
In to mislim, da nam največ primanjkuje, da si fantje upajo, kaj jaz vem, kaj kaže na treningu, da se lahko prenese tudi na te prave tekme na igrišče. In to morajo delati in se pričakuje sigurno še več. Še Bravo in Maribor, Bravo doma. Kaj ta remi zdaj morda pomeni za te dve prihajajoči tekmi? Ja, kaj pomeni? Pomeni, da moramo tako nadaljevati, se boriti. Ne bo lahko. Mislim, da so tekme zelo zahtevne. Zdaj en teden v bistvu nekaj, lahko rečem, mirnejše priprave. Normalno je, da si želimo zmagati in kar najbolj upam, da tudi igralci, da bodo vsi na razpolago zdravi in tudi trenerji, kar zdaj ni bilo. Miran, najlepša hvala in srečno. Hvala. Dušan Kosič, tekma se je začela dobro za vas, krasen gol. Dobro ste tudi stali v obrambi, potem pa se je znova potrdilo v drugem polčasu, da zelo težko ohranite prednost, ampak na koncu vseeno točka. Kako ste vi videli vse skupaj? Ja, drug polčas je bil tudi dogovor, da bi preko prehodov po odzeti žogi uspeli kaj več narediti. Imeli smo celo kupico nekih situacij, ki pa jih kot po pravilu nismo izpeljali tako, kot smo si želeli. Prvič, ko smo Gorici pustili malo več prostora, so to kaznovali in moramo biti zadovoljni tudi s točko. Predvsem prvi polčas pa je nek znak, da lahko tudi Tabor zelo čvrsto stoji. V prvem polčasu niste dopustili praktično nobene omembe vredne priložnosti nasprotniku. Ja, sej smo se tako tudi zmenili, šli smo k osnovam, ta prvo dobro branjenje, pa potem proti naprej, ampak ja, seveda, na zadnjih tekmah smo dobivali preveč golov in to smo danes popravili, ampak obstaja priokus, da vse te situacije, ki smo jih imeli, ni jih bilo malo, pa nismo dobro izpeljali, bomo mogli v tem se popraviti. Kaj pomeni ta remiz zdaj pred zadnjima dvema tekmama? Ja, za nas je vsaka tekma zdaj, mislim, vsaka točka pravzaprav dobra, ampak ne morem se znebiti občutka, da bi danes mogli se znebiti tega zadnjega mesta. Luka Vekič, zdi se, da pri Sežancih niso zadovoljni z remijem. Seveda čestitke za vaš fantastičen gol. Kako pa ste vi videli tekmo? Ste zadovoljni z rezultatom ali ste zelo odkrito iskali danes zmago? Pa kot vsako tekmo smo iskali tudi zdaj zmago in mislim, da po tekmi, ko pogledamo, kako smo mi odigrali, smo si bolj zaslužili zmage mi kot oni. Kaj je neka tista poglavitna razlika med prvim in drugim polčasom? V drugem se je zdelo, da ste vseeno nekoliko lažje prihajali v tiste cone za zaključek, v prvem delu pa več žog med osrednjima branilcema. Ste kaj spremenili taktično? Je trener dal kakšna druga navodila? Nič nismo spremenili. Mislim, da tudi prvi polčas smo šli dobro v tekmo, malo nas je presekal tak lep gol, ki ga dobiš iz nič. Potem smo se malo lovili in drugi polčas smo rekli, da moramo pač dati malo gasa in smo vedeli, da bomo naredili vsaj kakšno dobro priložnost. Eno smo nekako izkoristili, mislim pa, da bi lahko dali še kakšen gol. Luka, najlepša hvala in srečno na preostalih tekmah. Hvala. Žiga Osenek, najprej čestitke za fantastičen gol. Nekako se zdi, da je bila to tekma, ko so odločali za res malenkosti. Vi ste dobro stali v obrambi, pa potem tudi sami prejeli Eurogol. Kako ste sami videli vse skupaj? Ja, hvala za čestitke. Ja, danes se ni umiralo v lepoti, mislim, da se je to videlo, obe ekipi sta hoteli zmagati. Mi smo pa vedeli in nažalost dobili pol tisti gol za izenačenje, tako da ne vem, če smo lahko zadovoljni. Ja, to je bilo moje vprašanje. Kaj ste rekli skupaj po tekmi, po tem remiju? Plus, minus? Ja, zaenkrat skupne besede še ni bilo, ker še nismo imeli sestanka, je pa med fanti rahlo razočaranje, ker smo zapravili vodstvo.